Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam prav posebni deklici Emi, ki ima tudi sama doma svoj knjižni kotiček, v katerem pripoveduje pravljice svojim igračkam. Bravo, Ema, vse pohvale! Tokrat bomo prisluhnili zgodbi o kobilici, ki je bila zelo dobrega srca ter vedno pripravljena pomagati. Le kako se je razpletla zgodba, v kateri je kobilica preskočila na pomoč čmrlju Bruntku, a po nesreči zamešala dve zelo pomembni pismi. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Kobilica Milica. Kobilica Milica je imela izmed vseh prebivalcev vrta najmanj pameti, tako so vsaj pravili. Toda ko je kdaj naredila vse narobe, ji k sreči nihče ni zares zameril, saj je bila kobilica Milica dobrega srca in vedno pripravljena pomagati. Toda nekega dne, medtem ko je Adela kot ponavadi poskakovala po travi, je Milica srečala Bruntka, ki je v vsaki tački držal po eno pismo. Kot nalašč si prišla mimo, je rekel čmrlj. Prav tebe sem iskal, da odneseš to pismo kraljici Matici, to pismo pa Adeli. No daj, skoči, kobilica, skoči in ne obotavljaj se preveč na poti. Milica je bila tako zelo prevzeta ob misli, kako bo nekomu koristna, da je kar poskočila od veselja, še preden je izginila med travo. Toda ni bila še niti na polovici poti, ko je že zgrabila radovednost, da bi pogledala, kaj piše Brundek. Na varnem predpogledi je previdno odprla pismi in ju hitro prebrala, toda v strahu, da bi kdo zasačil, jo vsako posebej v naglici dala nazaj v ovojnici. A zlomka, zmotila se je. Pismo za kraljico je bilo zdaj naslovljeno na Adelo, tisto za Adelo pa na kraljico. Prišla je pred Adelino hišo in pod vrata vtaknilo pismo z njenim naslovom. Potem je šla v smeri proti panju, kjer je živela kraljica Matica. To je bila stara palača iz voska, v katero ni mogel kar vsakdo vstopiti. Kdo gre, so zavpili stražarji in prekrižali našpičene helebarde. Prinašam pismo za kraljico, je sramežljivo rekla Milica in pomahala s pismom v roki. Pismo za kraljico, so ponovili stražarji. Neka čebela je vzela pismo, ga dala spet drugi, ta naslednji in tako je pismo prišlo do kraljevskih soban. Ko je kraljica odprla svoje pismo, je zakuhala, zardela od jeze in začela vpiti tako glasno, kolikor je čebela sploh lahko. Priznati je treba, da to, kar je prebrala, ni bilo prav prijazno. Velika črtasta žuželka, brez srca. Če te še kdaj dobim, kako kradeš cvetni prah z mojih rož, ti bom potrgal vsa krilca. Podpis Brundek. Medtem ko je Adela na pragu svoje hiše našla Bruntkovo pismo. Časna čebelja, temu čmrlu se je zvrtelo v buči. Poslušajte, prijateljčki, kaj mi piše. Moja draga čebelja kraljica, tvoj med je slastna medica, da ob njem se še roževo vene. Kot brez tebe srce moje vene. In vsi so se mu začeli posmehovati. Zaljubljenje, zaljubljenje. Kot si lahko predstavljate, je kraljica Matica, ki se še čisto nič ni pomirila, ukazala svojim vojakom, a ujamejo tega predrznega čmrlja. Na pomoč, pomagajte mi, je pil ubogi Brundek in se branil. Potem pa je Milica spoznala, kako zelo neumna kobilica je bila in stekla k Adeli, edini, ki je lahko pomagala Bruntku iz nesreče. Časna čebelja, je rekla Adela, ne vidim druge rešitve, kot da vrneš kraljici, kar je njenega. Toda ne pozabi mi vrniti mojega pisma. Obljubim, je rekla kobilica in že izginila. Milica se je pogumno vrnila k kraljici Matici, ji predala pravo pismo in pojasnila svojo napako. Ko je kraljica prebrala te nežne besede, se je jeza počasi razkadila in Brundek je bil znova v milosti pri njej.
Drugo pismo, ali bolje koščke, ki so ostali od njega, je Milica raje ohranila in ga ni izročila Ardeli, ker ni želela še dodatno zapletati zgodbe. Mislim, da je vsaj enkrat naredila to, kar je prav. Bravo, kobilica Milica, včasih ni najpomembneje biti najpametnejši, temveč imeti srce na pravem mestu. Čeprav je kobilica povzročila zmešnjavo, je na koncu le spredvidela in prinesla kraljici pravo pismo, drugo pa je obdržala zase, da ne bi še bolj zapletla stvari. In tako je dokazala, da zna tudi ona ravnati prav. Ema, naj ti pravljice še dolgo rišejo nasmeh na obraz in odpirajo vrata v domišljije. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Miška in srčnost, v kateri so miške premagale velikega črnega mačka. Prijazno vabljeni k poslušanju, lepo se imejte in ne pozabimo na prijaznost ter dobrosrčnost. Pravličen pozdravček Emi ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau!